Pozdravljeni. Ste kdaj razmišljali, koliko vlog imate v dnevu? Ste lahko mama, oče, lahko ste pasja mama, pasji oče, kakorkoli, mačja mama, mačji oče. Ste nekomu hčer, sestra, sin, brat, nečak, vnuk, vnukinja, soseda, sodelavka, zaposlena, delovodja, vodja, šefica, direktorica, direktor, karkoli. V dnevu imamo res nešteto vlog. Ampak skozi svojo življenjsko prakso in izkušnjo skozi vse to, kar sedaj opravljam v svojem poklicu kot coach, sem opazila, da večinoma pozabimo na tisto vlogo jaz. Kdo sem pa jaz v tem dnevu? Stvari se nam zelo hitro dogajajo. Živimo v času, kjer smo navajeni biti pod stresom. Vse se nam zelo hitro odvija. In potrebno se je zavedati, da vkolikor sebe ne gledamo kot na neko banko, v narekovaju dobro stoječo banko, bomo zelo težko poslovali na daljši rok. Zdaj, kaj s tem mislim? Če ste vi banka in če iz sebe samo dvigujete in ne polagate, nimate depozitov, potem slej ko prej ta banka bankrotira. To je vsak od nas že, predvidevam, da spoznal skozi bolezen ali pa skozi drugo življenjsko izkušnjo. In zato je na mestu vprašanje, kaj ste oziroma kdaj ste nazadnje naredili nekaj, kar bi nahranilo vaš recimo prebrali dobro knjigo, se izobraževali, pogledali dober dokumentarec, govorili z nekom o neki temi, ki vas zanima, kjer bi radi naredili korak naprej. Potem drugo področje, kdaj ste nazadnje naredili nekaj za svoje telo. Kdaj ste recimo jedli zdravo, jedli kateri dan ob pravi uri, pili dovolj vode, športali in tako dalje. In tretja stvar, izjemno pomembna, kdaj ste nazadnje naredili nekaj za svojo dušo. Ta del velikokrat znamo spustiti. Kdaj ste nazadnje si privoščili neko kopel, masažo, meditacijo, nek čas, ki je bil samo za vas. Upoštevati moramo vse tri dele svojega bivanja, da lahko lepo živimo, da lahko bolj lahkotno živimo. In naj zaključim z vprašanjem. Kdo boste, če ne boste poskrbeli za vse tri vaše dele?